To je Radio 1 podcast. Danes k meni pride gost, glasbenik, okrog katerega se je zgradil en poseben mit. In ko sem svojega prijatelja vprašala, zakaj je pa on tebi car, je napisal to. Zato, ker kljub temu, da sam prizna, da nima najbolj neke klasične glasbene izobrazbe ali celo talenta, premore neverjetno širino in inovativnost. Skoraj težko verjeti, da od istega tipa pride Magnifico je peder, pa pol unce v Montevideo, Bog te video, himna Crvene zvezde, Pukni zoro in te fore. Pa pol isto neki totalno deep lyrics v In ko enkrat bom umrl. In o vsem tem bomo govorili danes z Magnificom. Magnifico, pozdravljen v Vevčah. Pozdrav. Daj povej mi, koliko težko ti je bilo prijeti Šiške. V Vevče? Ja. Pa ne, se gre po obvoznici, bi rekel, da je še kar enostavna pot. Obenem me spomnijo Vevče na tudi eno zgodnjo mladost, najstniško, ki smo sem hodili v diskoteke neke. A bi to plato že se je tako rekel, ali nekaj podobnega. Tako da mi je na nek način še kar domače tle. Pa bazen je bil, ne? Se zdaj je spet, no? Ja, nisem bil reden gost, zdaj Vevč, ampak eto, sem v mladosti parkrat šel, tako da manj kotička po Ljubljanu, v katerih nimam pojma, recimo, ne, ampak to niso Vevče. To niso. Ne, vprašala sem te zato, ker si res zelo rad v Šiški, ne? To je tvoj dom, oziroma ko seže Šiška ta del, kjer te v bistvu res človek sreča doskrat, tako, mimogrede, ne? Ja, dnevna pojava sem. Veš na kaj pomislim, kad te vidim na unmu tvojemu motorčku, na Francija Keka pa na Rokotočec. Veš kaj, on je imel pod kontrolo vse in se je vozil okoli in tako to tebe lahko srečamo. Za razliko od njega, jaz nimam nič pod kontrolo. Dnevna pojava sem v Šiški, zato ker tam živim od rojstva in se nihče ne vznemirja nad mojo pojavo. Kako se spomniš Šiške iz svojih mladih let pa zdaj? Kako se je Šiška spremenila po tvoje? Jaz sem recimo tudi v Šiški, ampak sem prišla dosti pozno, medtem ko ti si res od rojstva. Mislim, cela Ljubljana se je spremenila in Šiška in moj ta kraj, se pravi, okoli Kosez, Doma Svobode, kjer so zdaj mormonska cerkev, tem recimo tam je bil nek hud klub, ne? Dom Svobode, ja. Z takimi arkadami, tam je bila folklorna skupina Emona in tam je bil tudi potem, najprej je bil to Disko Šiška dol v kleti, zatem je pa ratu znameniti FAV. Tako. In je bil tako en tak, se pravi, en Šiška center, preden je ratu kino Šiška, pol so to podarili in tam je zdaj mormonska cerkev, ostali so pa gasilci. Res je, zraven so gasilci. Ja. Ampak, ko si lih omenil ta FAV klub, ne? To je bil v bistvu tak dosti alternativen plac, ne? Tam so se družili. Se pravi, obstajali so, K4, mislim, da je bilo v tistem času, pa FAV, pa recimo študent. Ne. Ampak nisem zahajal, kaj preveč čest. Ti si bil, kakor si sam rekel, šminkera, ne? Ker tam, kako res so hodili Banksy pa to. Kaj? Kako res so tja hodili bolj alternativno. Ja, miskaj, niso mi bile punce všeč te. Sam zato po moje v unih letih, ne. In pol, se je bilo vse pomodno, tudi punk je bil tudi modni moment, ni bil zdaj samo. Ja, zelo se je zgradil. Si ratu, si pač vzel od fotra rekelc pa nekaj to in si bil pa ne dve knofle in si že bil punker. Ja. Ne glede na to, kaj si poslušal, se pravi, lahko si tu, eni so imeli tudi malo kot ten modni izraz to, tako da sem se bolj nagibal k diskotekam tam, ker so se mi zdele lepše punce. Ja, jaz kot punca lahko rečem, da se strinjam, no, tako da je kar nekaj na tem. Ampak kako si pa zgradil ta svoj stil, ker je tudi eden zelo prepoznavnih tvojih elementov, ne? Pač, ko si narišeš sliko Magnifica, dejansko vidiš človeka v obleki, zrihtan, barvit, se mi zdi, da so ti zelo blizu svileni elementi, dodatki in tako. To ni verjetno, mislim, je zraslo pri tebi, ali je bila kakšna pomoč od kje druge od zunaj? V resnici sem iskal nekaj, da bi mene nekaj zabaval. Vštekal sem en moment,
da bom se s tem ukvarjal in da bom hodil na oder. In v bistvu smo iz ene z Afrikanci, jaz sem te gibe, na začetku, ko sem jih imel, sem skineval od ovih raznih, se pravi, Kičeta Slabinca, Miše Kovača, to patetiko, roke, ki neki dajajo, pa oddajajo. In te razne gibe. In tudi brke sem si pustil, ne zato, ker sem imel blazno občutek, kako mi to paše, tako ženo sem bolj nerviral, kao, da bom kaj uni sporničev na dopustu, nekaj čist brez veze. In pol smo se smejali nekaj ono in pol sem si jih obril, pač, dosti za Afrikancije, in me je gledala žena in se je obrnila stran, rekla, da je to, mislim, to si pust nazaj, ker tole ni v redu. Tako da sem pač rad ujetnik brkov, ne, lase dolge sem si pustil, zato ker se mi tu zdel zelo bedast. Tam pač v 90-ih to ni bilo moderno, to je bilo izraz, kaj pa vem, zabrav, kako biti neokusen ali kaj, mislim. Lih kontra. Ja. Jaz sem se, meni se zdi s tem ukvarjal. Kaj pa obleka? Ja, rad sem dal take stvari nazaj, ki so se mi zdele malo bedaste, ki se mi je zdel, da mi to blazno paše. Prav, a veš, en luk iskat za na oder, v katerem se dobro počutiš, in jaz sem si dal Magnifico, pa sem se moral tudi tako počutiti nekako. Zdaj, Magnifico je pač nek lik, a veš, se mi je zdel tako. Zelo me je presenetilo, tega res nisem vedela, no, ker sem pač se ukvarjala s tabo, pa te raziskovala, da tako rečem, da si na začetku dobil eno tako dost hudo kritiko, kar je verjetno tudi malo vplivala na te, in sicer od Čengiča je zabranjeno k pušanju, ne? Ja. Kar se tiče tvojega petja, se pravi, da si slišati, kot da bi koza lulala po pločevini, oziroma če povem v native, kao da koza piša na lim. Ja. Ta bi marsikoga ustavila, po mojem. Muzika ti je, to je bil band v redu, tako se nam je rekel, tudi žena je bila noter, in tako mi smo tako neko zanimivo muziko, in tudi muzika mu je bila všeč, in ajde zdaj pa vokal, in grem jaz to odpet, nekako se mi je zdel, da je to okej. In pridem gor in reče on, ne, vse je okej, vse, pismo res je, a veš, edin tvoj glas je katastrofa, ne. Ma res, ali kva, kao, da koza piša na lim, sem rekel, a prav koza piša na lim, ja. In mi spusti in si meni tudi zdel, da koza piša na lim, ne, in se prav iste sekunde, ko mi je spustil, sem rekel, da je ugasen. In sem začel razmišljati iste sekunde, kdo bo odpel to. Jaz nisem imel toliko želje, da bi jaz nisem bil toliko zadovoljen s svojim vokalom, edino nobenega drugega mi je bilo. Škokrat sem to tle slišala na tem kavču. Da so veliki pevci točno ta problem imeli, da niso teli biti pevci, pa nobenega ni bilo in a veš, to, jaz sem slišal, da pač ne zveni, ne vem kaj to, ne, ampak in potem je odpel pokojni Šemrov Matjaž, ki je imel res dober vokal, in so bile tako prve dve plošči moji, so bile tako, da sem jaz samo oglašal se kje s kakšnimi forami, pa kakšen back vokal zapel, pa tako bolj šele pol kasneje, ker sem se odločil, da bom šel sam, sem imel pa še večjo težavo. Vmes sem ugotovil, sem najverjetneje kant avtor in na nek način sem moral stopiti čez to oviro vokala in ga najdeti nekje. Ugotovil sem, da še kar v redu zvenim dol, v nizkih tonih. In če se držim teh 5-6 tonov, 7, ki so v tem registru, da niti ni toliko slabo. No in tako sem začel pač dol pet, zato ker se je to nekako slišal, kako bi rekel, prepričljivo najbolj od vsega. Imaš en zelo poseben način ustvarjanja, bom rekla, ki ni tak kot pri večini. Kakor si sam rekel, v bistvu ne moreš napisati komadov takole, ne? Recimo tako, ko je Freddy delal komade v 10 minutah, ne iščeš neke inspiracije, ampak kako se ti zgodi komad tebi? Jaz bi iskal inspiracije, sploh ne vem, kako se to počne. Jaz vem, da če sem v kontaktu z muziko dnevno, tako pač vsak, ki dela nek svoj poklic, potem se ti vsake toliko odpre, a veš, nek
nek mehur se odpre in ti ne morem sploh reči, ali sem se jaz zmislil te komade res, ali mi je en šepnil. Ne vem, tako občutek imaš, se pravi, ker si ugotovil, da si nekaj naredil, imam vsakeč občutek, da mi je ali en rekel to, ali sem nekaj slišal, se pravi, tega se prav gotovo nisem spomnil, sam nekaj ti pride tako. Najverjetneje zato, ker muzika nastaja iz muzike in mi se ne zmišljujemo, jaz se ne zmišljujem nobenih novih not ali pa novih harmonij, nam rečejo komponist, zato ker komponiramo. Veš, zlagaš skupaj stvari. Ampak če bi pogledal, se ti najprej zgodi neka melodija, neka beseda, nek vers, neka rima, kaj je tisto, okrog česa recimo začneš graditi? Ali vsakič po svojem? Ponovadi je to muzika, neka melodija. Melodija. Iža, harmonija, neki ritem, kdaj tudi. Redko kdaj beseda. To pol iščem. Ne nalašč, ampak se mi tako zgodi. Včasih se pa sam dober naslov spomnim za komad. Nimam nič. Dober naslov je. In okrog tega gradiš. In včasih in pol okoli tega probam nekaj narediti. Veš, ko sem se pripravljala pač na intervju s tabo, pač ko obrneš vse te intervjuje in tako naprej, sem se pogovarjala tudi s prijatelji, kaj se tebi zdi tako magnifiko, kaj ti je zanimivo pri njemu, in sem se pogovarjala z enim prijateljem, glasbenikom, in rekel mi, ja, veš kaj je, on res dosti ve o muziki. On res je naštudiral glasbo. Tako. On se lahko pogovarja s tabo o vsakem žanru. Je rekel, midva sva se ful pogovarjala o džezu. On ful ve o džezu. Nimam pojma, kaj znamo se pogovarjati o džezu. Si blefiral, če je tako. Ja, da sta se pogovarjala o različnih, da ti je to tisto, recimo, kar res... Pa z muziko se ukvarjam vsak dan, mislim, nekaj vem o muziki, ampak mislim, muzika je, ko bi rekel, en tak mali del vem od njene širine, pa če to še najbolj ta del, s čimer se ukvarjam okoli neke popkulture, filmske muzike, tudi se pravi jazz spada v en žanr sodobne muzike, tako da tudi o jazzu nekaj malega vem, tako ne ravno, da bi šel z mano v debato, ker na nek način tako površno poznam izvajalce, razen Beatlov, ker poznam cel opus, zelo velike muzike poznam, pa niti ne vem, kdo je. Ampak recimo zelo lepo tudi govoriš o narodno-zabavni glasbi. Ne govorim lepo, bi jaz pravil, da je ona kvalitetna in ni point v tem, a sem jaz rekel za nekaj, da je lepo ali ne. Stvar užitka, jaz uživam, najdem užitek v tem. Ma neko emocijo, eno tako posebno. Je pa nekaj alpski zaplet, ne, alpski zaplet je ta tipičen, ki so pisani komadi, ali na polko, ali na valček, dva načina sta, in zmeri se več ali manj nahajamo v duru. Prav, v 99% je alpska muzika v duru. Lahkoten dur, se pa to so razni F-i, S-i, B-i, fini, spevni taki. Ampak in na te vesele viže so limani gor žalostni teksti. In ta kontrapunkt neke vesele melodije, pa tega žalostnega teksta gor me naredi tak fantastičen zaplet dramaturški in potem so se razreši v C-delu, ki je instrumentalen. Take zakonitosti ima, a veš, narodno-zabavna muzika in mi je zato zanimiva tudi. Originalna je, stuki je. Ljudje imajo to v sebi, ker v Teksasu banjo, mislim, ali pa v Mississippi blues. In to je lepo opazovati. Kakšno lahkoto ljudje to tukaj izvajajo. Ti daš se pravi, na vaseh vidiš 5-letne otroke, ki žgaje uno frajtonarco, ki ti presežem, da sem jaz to probal. In jaz sploh ne štekam, razumem, da orgelce, ki pihneš ven, je nekaj, ki pihneš not, je nekaj.
sploh kombinacija, da tukaj pritiskaš base in da tukaj pičiš melodijo, jaz ne vem, kako oni to, kako bi se rodil s tem, a veš. A ti je podobno ka bobnanje? Ka moraš vseeno kontrolirati, se pravi, Bobnanje, dve roki. Ja, to gre zapleti s harmoniko, pa nikakor. zanimivo. Še ena stvar zelo zanimiva mi je bila, ko sem brala, se pravi, kako zelo te je komad 24 mila bači postavil na zemljevid in to lahko rečemo, da je tvoj največji hit, a ne? In kako te je pol Čefur sesul. In si mogel se na novo postaviti, oziroma na novo osvojiti srca, predvsem verjetno Turški lok sem bil, urednikov. A je bilo to tako planirano, a se je slučajno zgodilo? Po Bačiju, ki je bil pač hit plošče in vse tako in me postavil v tistem času, ki niti ni bilo velik mojih kolegov, niti izbire glasbene, ni bilo to, ki ti zdaj še zdaleč ne. V glavnem, ta plošča in ta komad me je dvignil na neko posebno mesto. Začel sem takoj delati svoje koncerte, kar bilo tudi neobičajno, recimo Križanke, da so bili razen festivalov tam. Naši slovenski izvajalci niso ravno nastopili. Kaj sem me sploh vprašala, kam sem jaz zdaj šel? Ne, povej mi, kako je pač o tem komadu, kako te je postavil in kako te je pol Čefur naredil. Potem je druga plošča, Sindrom, se pravi druge plošče je pol zmerja. A znaš narediti zdaj še 2 kile bačijev, ali pač kaj ne? bova zdaj? Jaz itak nisem imel sploh ideje, nisem imel nobenega komada več pol. Jaz sem to plošče naredil, res nisem vedel, kaj bi. Tako da se mi je zdel se mi je pa lepo, da imam zelo veliko pozornost in da zdaj, ko imam tako veliko pozornost, lahko naredim kar čem. In so me začele take stvari zabavati. Se pravi, kaj bi se zgodilo, če bi naredil, a veš, iskal sem vsake čiščem nekaj, da sebe animiram, da me nekaj zapelje ena ideja in v tistem času je bila to plošča Kdo je Čefur, meni se je zdela popolnoma na mestu. Zabavali smo se, ker smo jo delali, na smeh nam je šlo, ampak pol, ko smo dali ven komad, ostalim ni šlo nič na smeh, tako zelo resno so sprejeli to in nisem se rabil potem, jaz sem postavil ena svoja pravila, da iz vsako ploščo ne vem, kaj bom naredil in bo tako ostal tudi vnaprej. Ne pričakujte, da znam ponoviti to, kar sem že naredil. Se pravi, oni komad, kaj ga niso sploh hteli vrteti? Jaz ne vem, to vsi poznajo to komad, ampak jaz ne vem, če ga je kdo kdaj zavrtel, kakšen radio, dvomam. Ampak na neki točki se je pa moglo zgoditi, da so ga začeli tudi vrteti. Čeprav se mi zdi, da še Ne, 100%. Ja. On je šel na plošči, pa ljudje so skupili to ploščo in so si doma vrtela, pa kaseto, kaj sem. Ja. Radi tega ni bilo. Okay. Na tej plošči to ploščo je rešil komad in ko enkrat bom umrl. Ne bo tega komada, bi to bil kompletni fiasko. To bi oren fiasko, tako finančni in tako. Čeprav se razume, ti zmeri iščeš, kako si sam rekel, nekaj, da je drugače, nekaj, da odstopa, da greš nekaj, da mene zapelje. Da tebe malo zapelje. Nekaj drugačen. Ja. Nekaj, da se meni nekaj zgodi. Ampak meni je tako, ko gledam čez vso to tvojo kariero, kada se zmeri si glas manjšin, da tako rečem, se postaviš na stran v svoji personi, ne vem, na stran transvestitov, čefurjev, pedrov, da tako rečem, vse to si nekako uporabil tudi v svoji glasbi, oziroma delal si z njimi, ne? Tako kot Jezus. Biblijo sem čital. On je tudi to počel. On je tudi to počel. Ne, hecam se, ne vem, ni to. Ali je samo naključje? Imam strah od večine, se pravi, ko vidim, ta velika večina ljudi ali neki isto misel, ali nekam isto gre, ali neki isto počne. Torej čredni nagon. Mene prime, da bi šel v kontra, tudi če ni prav. Ne, mogoče zato. Pa se greš, a ne greš? Meni se zdi, da greš v kontra. Meni se zdi, da jaz kadim svoje čiki, pijem svoje pivo in hodim svojo pot. Ja, to se absolutno strinjam s tem. Zato se mi zdi, da je tukaj enih simpatij pri ljudeh. Je. Greš svojo pot in ustvarjaš po svoje. Ne slediš trendom konc koncev. Ne morem, ne znam, si bi. No, to je to. Ne, se sploh ni, se da najverjetneje čisto super živeti, če slediš trendom. Pa
Pa če te Ja, mislim, zanimajo lažje take je. stvari, pa če si sposoben slediti, jaz nisem sposoben slediti za nekim trendom. Ampak si bil odvedno tak. Odvedno. Kontra Mislim- toku, da tako rečem. Imam eno lenost vseb, tako prirojeno lenost, pač len sem. Veliko rabam, da kaj naredim. Nazadnje sem ploščo naredil tako 10 let nazaj, a veš, 10 let, čuj, pa je, vse sem vmes veliko muzike naredil za kakšne filme, pa Ja. za gledališče, ampak Tudi grov si. 70 Ja. let, mislim. Ampak kaj je pol ono, kad krene, kad se zgodi neki pač sam gre, kad da se Ne, ti se meni se nabere. zdi, da jaz skozi delam, a veš, da samo učim. Pol nisi len, a veš. Ne. Dajem od sebe maksimum, ampak je to včasih zelo malo, kot ti rekel. Ok. Ena od teh lenih stvari, ki pa se vseeno zgodijo vsako leto, s malo pauze, je tudi božični koncert, a ne? V Stožcah, ki je že nekako tradicionalen. Ja. Tukaj nisem len, to je sam velik zalogaj, To je zelo velik zalogaj. da počnem to vsako leto in potem kdaj ne. Tudi vsakič, že 10krat se mi je zdelo vmes, pa ne bomo to počeli valjda vsak let. In pol sem tudi rekel že, da pač ne bom, pa pol smo spet, pa je to tako, pa ne vem, kva se mi dogaja s tem datumom. V glavnem, a veš, tudi kadar ga nisem vzel, ker nihče ni vzel, se prosložnice so prazne 25. Kar Ja. zelo, če ne špilam, pač nič ni. Čigava je pa ta ideja za ta koncert? Da bi se to začelo delati? To se je zgodilo festivalni na Lentu, pokojni Smiljan Križej, moj prijatelj in producent je bil en pomembnejših tudi za Lent festival in za mesto celo. Mi je rekel enkrat, ne vem kaj, zdaj, ne vem, da se ne bom spomnil, zdaj, 2005, ajde, 6, ne vem, da bi on naredil za 25.12. Se pravi koncert, pa sem rekel, a ni to Božič? Rekel, ne, Božič je 24. Ampak 25. je pa frej dan, kao, veš, in To je res, ja. in je kao, ok. Sem rekel, dobro, kaj, nisem imel nobenega odnosa pod božičnim koncertom, ok. In potem to super ratel, pa je rekel, da bova naredila še enega naslednje leto. Sem rekel, zakaj, če je bil že narejen, zakaj, kaj, isti čas, isti človek, ne razumem. Jaz razumem, je rekel, še enkrat bova naredila. In smo naredili še enkrat in bo še enkrat še več ljudi. In pol sem rekel, jaz ne bi več, to ne mi zdaj reči še enkrat, razumeš, ne. In nisem hotel, ampak so mi v Ljubljani rekel, v Cvetličarni, a bi delal 25. In tako je, to je ratual nekako, iz leta v leto se je ljudem to zdela neka fora. Kva pa vem, pismo, kako se je zgodilo to. Ja, meni se zdi, da si- 25 je Ja. postal nenačrtovano nek moj datum, evo, kjer imam priložnost na velikem modru pokazati vse, kar sem v tem letu naredil, vse, kar smo zvadili in vse privilegij to, da sem že tokrat lahko naredil areno, upam, da ostane tako v resnici. Kaj pa Stanežiče? A bi še ponovil? To so super koncerti, ampak evo, ravno tako so to izjemne stvari in je vse okoli tega neka izjemnost, ki te nervira. To ni en rutiniran pristop, ampak je zmeraj neko toplo vodo moraš odkrivati, ker nimamo infrastrukture ta prave, vse postavljaš na novo. Ne vem, zakaj smo se takrat spustili v vse to, ampak jaz sem imel željo narediti zunaj pač en open air koncert, sem imel občutek, da bi bilo to lepo, tako mislil sem sicer v Tivoli, pa se ni šlo, tako da je bilo tam v Stanežičah v resnici mogoče še boljš, ampak smo se kar, kako bi rekel, zmatrali me je vse skupaj, cela atmosfera okoli tega. Mislim, mi smo to opazovali prek medijev, vse to, kaj se je dogajalo, pa si bil od tega zmatran, kaj si bral, koliko enih težav se išče, kaj se bo iz tega zgodilo, kaj se ne bo. To je bilo leta 2024, ne? Čist brezvezna izkušnja. Ja. Tvoja 30. obletnica v bistvu karijere, ampak hkrati je prišlo 31. augusta je prišlo 23 tisoč ljudi, ne? Ja. V Stanežiče, ne? Ja. Kar je
ti sam dokaže, da, v bistvu, da je bila odločitev očitno prava. Ne? Žal pač ne v Tivoliju, ampak Ne, pravo. Ja. Jaz sem najdel tam prekrasen ambient. A veš, da me rekel, z desne je Šmarna gora, naravnost, ko pogledaš, je Triglav, ne vem, se prav tako kičast. ja. Domačini so bili razpoloženi, da mi pomagajo in gasilci in tako nekako vsi so bili za. In trume ljudi so šle peš na koncert. To je meni zelo všeč, ko so se prav odpravljali, veš. Ja, mislim, se drugače najverjetneje sploh ni dal. Ne. Mislim, Predvsej so pomagali, da ni bil še večji kaos na cestah, sigurno. sam Celovška je pač. Celovška je vedno In Celovška. na koncu ona zoža in on je bil zaplet, ampak tako to je. Ampak tako po črto je bilo težko tisto leto zate? Lik zaradi vseh teh, bom rekla, težav. Naporno mi je to, mislim. Tako, jaz sem se veselil tega zelo, Ja. pa vmes sem se malo mi je pokvaril to neko radost osnovno, ampak smo šli čez to, kaj mislim. Pač, pride tako. In je koncert uspel. In hvala Bogu so ga posneli. Tako da ga je lahko posnet. tudi gledamo. Bil Ga je lahko. prenos v živo, kar Ja. me je sploh me veselil, da je takoj, a veš, ne, da nekim miksaš, pol pa rihtaš zvok, ne. In so se, izkazali so se ravno tako, RTV Slovenija, velik zalogaj je bil to, odličen zvok so naredili, odlično sliko so naredili, prav z veseljem si pogledam lahko ta koncert. Daje duh časa, čutiš energijo ljudi, čutiš, se pravi, kaj se je zgodilo. Zdaj pa ena stvar, ki me je tako presenetila. Ti si res človek enih takih protislovij konc koncev, ki jih jaz tako malo sestavljam skupaj, pa iščem povezavo. Ne maraš koncertov, ne maraš hoditi na koncerte. Zaradi gužve, mislim, to je edini razlog. Zaradi vrst, čakanja, To me da blazno. je preveč ljudi. To. Ja, ne znam uživati v množici, mislim. Pa to govorimo samo za res velike koncerte ali za nasploh tudi manjše klubske? Ne, govorimo za velike koncerte. Za velike, ok, take, ki ti narediš. Te klubske, take, kakšne, se pravi, to imam najrajši v resnici. Ok, Se pravi, to mi je ok, na te velike mi je pa naporno je to s tem parkirišči, pa tam pa čakati nekaj, pa ne karte, pa ne. A veš? čakaj, nekje si podaro rekel, da te stožce so ti kot kuponko varianta, da prideš, a veš, že športna dvorana, pa sound, pa vse te stvari. sem rekel, da je kuponka. Jo, veš, kaj si vse ti rekel, ne bom niti brala, ker bo ne bo v redu, če gremo vse te stvari. Znam biti zoperen. Ne, predvsem je težava to, če vprašaš me za Stožice, kjer je še vedno očitno športna dvorana, niso uspeli nekako za koncerte neke demferje dati ali neke rešitve najti, ki smo jih videli, da v kakšnih ostalih arenah, da delujejo. Eto, to pogrešam, recimo. Ma zakaj pa enim rata dobro zrihta to zvočanje? Se ne rata, mislim, se rata. Mislim, govorim, nekateri koncerti se zgodijo, ko poreče folk, ja, to so pa zrihtali, danes je bil pa dober sound. Ljudje slišijo samo znosen sound, tam dobrega zvoka ne morejo slišati, ali je za nič, ali pa znosno. In kadar je znosno, rečemo, da je super. Se pa, da smo se enostavno tukaj navadili, Je prilagodili taka svojo dvorana, okolje. ne moreš pač enostavno malo na svoj volumen, tako kakor že ima, Ja. temu se ne moreš izogniti. Nekje je ok in tam nekje veš ni. No, v glavnem, recimo, to bi si želel, to, če bi se kdo zauzel, pa da bi- vložil malo za nas glasbenike, ki tam nastopamo. Katera pa je tako najboljša dvorana zate za špilati? Da ti je akustika, da ti je ambient. Rekel bi, da so to Križanke. Ne? Se pravi, ta ambient je po mojem najlepši. Tako da je amfiteater. Amfiteater. To je najbolj, to je tu prava doza ljudi za koncert, po enem mojem okusu. Prav, na takih prizoriščih, če ti je všeč izvajalec, je zaid na taka prizorišča, seveda. No, tako je zdaj tako navdušuje v glasbi. Sicer si rekel, da ne spremljaš trendov pa to, ampak Ma si spremljam, mogoče, poslušam si mogoče strašno. zaznal koga, ki ti je pa
da si malo trzno, pa da si rekel, to je pa dobro, zanimivo. Ja, meni so pa take bedaste stvari všeč, ker ne po. Meni je da Peter Valek, en Čeh, Okay. z eksperimentalno muziko, z Okej. nekimi videi, nek socrealizem, miks z AI-jem in neka zvočna podoba, bolj še kar scary, malo tako bizarno. Zdaj, ko sem prišel na te Kako si pa najdel to? A ti je kdo- Poslal mi je Rambo. Ne, Andrija Pušič mi je poslal to od mojega kuma Rambota brat. Pričarno, on je tudi manijak, pa najde same take stvari. In se ne morem odlepiti že en teden od Petra Valeka. Eto. Že to bom šla prav googlat, kako se konča ta pogovor, bom šla prav pogledat. Si pa kriv tudi za dva velika hita, vsaj dva, no, zdaj pač dva imam v glavi, ki skoraj ne manjkata na nobeni žurki, eden je Samo ljubezen, drugi je pa tudi Saša Vrtnara, ne? Zato odpri svoj cvet, a to misliš? Ja, ne, Tam si bil kukar sem producent, pa sem bil. producent, ampak Ja. ja, veš, eden mora narediti ta korak naprej, ne? Ja. Ne, jaz sem denar na fehtu takrat od Helidona jih prepričal sam na podlagi slike, ker vem, da mi je Boris Bele, ki je bil urednik, mi je rekel, pa dej Magnifico, dej, ti si pač ova tvoja generacija, kakšen dober pevc, neki. Mi bi pa uložili, a veš, šli bi se, če bi kakšnega dobrega pevca najdel. Pa rečem, pa jaz sem vzel sam, sem rekel, Sale, a mi daš tvojo sliko, Sale, takrat sem glih napumpal. Reče zgledal, sem rekel, evo, sem rekel, evo slika. A ta zna pet? Sem rekel, pojeka angel, ej. In na sliko sem ga prodal, jaz sem se, na sliko sem meni kličen, Sale, na sliko sem te prodal, kaj pa to. In potem sem bil prisoten, seveda, cel projekt v smislu, Janez Mazak je pisal tekste, komad je bil od Sašota, ne, nekaj je bilo od Fajona, HC je bil producent, jaz sem pa v glavnem oddaleč. Zrihtal cash. Jaz sem cash, zrihtal, to je bil ves moj posel. Kaj pa sestre, kako se je pa, mislim, vemo, da to je pač si napisal komad za emo, za sestre, ki je pa tudi zmagal, čeprav ti si se takrat kasneje pa predstavil tudi s svojim komadom Silvijo, ampak mene ta Samo ljubezen zanima, no. Ne, najprej sem imel Silvijo. Najprej pa Silvija, potem so bile sestre. Nisem jaz sploh hotel, če ne bi bilo sestre, jaz ne bi šel nikoli Na emo. na emo, ampak so one tako bile tako željo, mislim, da so imele tako res in tudi komada nisem imel. Jaz sem to imel, ta komad, lahko ti podarim, Samo ljubezen, sem imel nekje v predalu en poskus enega komada, ki sem imel občutek, da nekaj mu manjka, ne vem točen kaj, ampak in ker nisem imel nič drugega, dobesedno sem vzel ta komad in tako onako, še malo tako rekel ženi, daj ti, kao meni se ne da, daj ti napiš en tekst. Sam da jih skinem z vrata dol, mislim, da mi ne težijo več, jaz ne vem, ja, imam komad, eto ti, na. In ker smo mi sestavili to skup in ker so one zapele, to sem jaz šele vmes med procesom ugotovil, pa sem tako slabo to, kar sem mislil, ne, v bistvu so čisto hude in tako, eto, sem se nekako pol nafuril, da imamo dober komad, kar se mene tiče. Ni mi bil pa takoj všeč. To je absoluten hit, ne, če tako poljaš. Zdaj, mislim, tako je bil v bistvu je hit, ne. železni repertoar, tudi mojega koncerta, obvezno ga špilam. Ampak Marlenc je v bistvu ti pomagal, recimo, tudi zdaj pri teh tvojih zadnjih komadih, ne, on je prispeval neki pri Hišici, ja, ne, če se ne motim. On jodla, ne, se pravi, njegov jodlanje, tako me je kupil tudi, ker so se spoznala na snemanju Halo, gospodična, in so prišli oni celi nabriti, mladi, in je bil oblečen v žensko, tako, in ne vem, ne vem, kdo rekel, nekdo mi rekel, veš, kako on jodla, sem rekel, čakaj, a jodlaš? Prav, ja, in začne jodlat, pač kot se jodla, tako zares, ne.
Pač očaran sem nad jodlo. Meni je to tako lepo, kaj ne havajske kitare se mi to sliši. To neki božja dušo. Ok, mislim, če znaš dobro, ne? Havaj, dobra primerjava, ne? A bi rekel zase, da si tak sramežljiv človek? Zelo previden. Previden? Previden. Sramežljiv tudi. Kako misliš? Sem sramežljiv. Recimo savno ne morem, na nudistično plažo ne morem, nisem iz takšnega miljeja, nisem tako rastel. Ja, pa tudi te množice ljudi. Zadržek in sram. Ja, pa tudi tako mogoče, da se raje držiš v svojih koncih, bom rekla tako. To je stvar užitka. Jaz bi šel, eni ljudje radi hodijo okol, pa tako. Jaz ni zdaj, da ne hodim okol. Jaz sem rad na takem, zezajo me, veš, prijatelji, da je moj radius gibanja hokejski golman. Ampak pri tebi zmer tako se mi zdi, tak hanging place je. A imam prav? Ja, če ne greš nikamor, si pol tako narediš, da lahko kdo pride k tebi. Dom svobode, kar tak je. Da bi bilo pa moje socialno in družbeno življenje še kar precej na psu. Ok. Kako je z bendom? Kakšna je dinamika v bendu? Imaš v bistvu večinoma fante, a ne? Že kar nekaj cajtov, v bistvu z bratom sto od začetka, no, skupaj šacim. Dolgoletni tim je to. Tako, dolgoletni tim. In pa se verjetno vzpostavi že nek tak family odnos, na nek način verjetno, a? To seveda se navežeš na ljudi v vseh pogledih, tudi intimno, čustveno. Bi rekel, poznam njihove žene, prišli so k meni, ker niso imeli teh žena še, ker niso imeli še teh otrok, kaj jih imajo zdaj, ja veš. Rado sem nek stric, kamor hodijo njihovi očeti v službo. Ampak mi nismo skupaj zato, ker smo se zdaj tako spoznali, pa rata prijatelji, pa resnično smo dolg, mislim. Ampak kar nekaj časa iska pravo glasbeno formo in je nek namen v zadnji, zakaj je ravno taka zasedba in oni razumejo vsi, kot pri fuzbalu je, a veš, da to špila hoteli smo narediti. Kako bi naredil z mali inštrumenti občutek nekega revijskega orkestra. In to je ena violina, ki imitira, da jih je 100, pa eno trobilo, pa eno pihalo, ki imitirajo, da so cel orkester. S pravilnim pristopom smo naredili, da oni trije, ki se postavijo vsak na svoj ton, tvorijo skupaj neverjeten zvok, ker da jih je, res imaš občutek, koliko da jih je 20. Ne. S tem smo se dolgo ukvarjali in zato je to tak ansambl, kakršen je. Pa ko pride do kakšnih trenj, konfliktov, moraš ti recimo posežeš vmes, je tvoja beseda glavna ali najdete neke kompromise? Ne, vedno so kompromisi, moja beseda je glavna, ampak to ni čist nič važen, kadar so kakšne stvari za razrešiti. Morate začutiti vse to. Ja. Tako nekako nekaj drugače. Ne morem mimo tega, da se malo ne pogovoriva tudi o porno zadevah. In sicer, film, v katerem si igral, ne? Ja. Ampak to mi ni tako zanimivo, bolj zanimivo mi je, oziroma zanima me, kako je bilo, ko si spoznal Čičolino, ki ti jo je Miša Molk pripeljala. Ja, zadrega mi je bila, no, mislim, tega res ni rabila narediti. Sem potrudila se, pa po moje kar ful. Jaz se potrudila, ja. Pa je bila ona tebi všeč? Mislim, govorimo o Čičolini. A zakaj ti je njo pripeljala? Hodil z njo, ali kaj? Ne, mogoče to tono. Ne, ona je zame pop ikona, ne samo kot ena najbolj razvpitih porno zvezd in vse, kar je počela znotraj tega žanra, mislim, te trojčke, pa vse to, tudi kamera se je spremenila takrat, ko je prišla noter. No, kasneje njeni izleti, še bolj občudovanja vredni so mi bili izleti v politiko, njeno.
z Jeffom Koonsom, ki je bila poročena, njuna umetniška dela, odlitki, uniplastični v naravni velikosti. In še najbolj pa ne vem, če poznaš njeno muziko. Vem, da nekaj je to delala, ampak Kaco. Se pravi, vse gre v to smer. nekih 10 najbolj prikupnih, možnih, sladkastih melodij z njenim glaskom, takim čist nežnim. No, to sem si edin želel, da bi duet naredil in je bila tudi zapak, ne vem, ker sem tak, kakor sem, sva se slišali in vse to, ampak jaz nisem pol šel v Rim, se mi ne da. Wow. Nekaj to. Tako da ni prišlo do tega. Kaj pa se zdaj, a kje veš, kje je ona zdaj, kaj se z njo dogaja? Neki točki je pa Ne vem, kje je gospa, ne vem, nisem zdaj sledil. Po moje, da je aktivna na nekem področju, siguren kaj. Ok. In imaš valjda tudi njene porniče doma? V zbirki, ki jo imaš? Ne, te zbirke že zdavno ni več. Nimaš več te zbirke? To so bili neke VHS-je, Ampak še smeri. tam se pa da to. Pa torej, koliko si pa imel tega? A veš, se pravi, če si jih imel 20, je bila to že resna zbirka, ne. To je že ful prostora vzelo, če smo že pri temu, vem. Ja. A veš, resna omara. Ne vem pač, eto, oba žena naj je zanimala ta porno industrija. Ne vse, seveda, tako zelo sva zbirala, zelo so bila zbirčna glede tega. A pa ti je všeč, kam je to šlo? V katero Kam pa smer če- se je to razvilo? Se je bilo tudi takrat je bilo v isti smeri. Ampak je šlo zdaj bolj, bom rekla, v računalniške stvari, v neke te... Mogoče je manj ljudi, no, vse manj. Ta AI, zdaj imaš AI, Ja. se pravi glumice, se pravi igralke in igralce, še več, se pravi, imaš custom verzije, ki si jih lahko narediš. Ne, nima malo manjšo, ritko, nima malo večjo, a veš. Ja, točno to. Kam to pelje? Ne vem, se to daje kar pot eni domišljiji. Mislim, da je to kar zabavno, meni se zdi. Jaz škoda, ker tega ne znam, to mora biti mlajše, kako se to dela, veš. Ti mora Ne kdo zdi pomagati. se mi skratka Ja. nek problem, ki ga imamo v družbi. Se ti zdi, da imamo večje probleme od tega? A kaj pa ljudje fukajo, sigurno. Ker zdaj smo res v eni taki situaciji, ko Veš. se mi zdi, da folk malo zgublja neko voljo do življenja tako. Tle lahko mogoče pomagaš res. s kakšnim nasvet. Ne vem, meni se tako zdi, no. Je ta neka, preplašeni smo, misliš, to vojna bo. Pa ja, pa nekaj tako, to. pa Veš kaj? neka nezadovoljstvo nasploh, a Ja. veš. Vzgajajo nas tako, ne. Kaj pa češ z srečnim človekom in zaljubljenim? To je slab potrošnik. Srečen človek in zaljubljen sploh nič ne rabi. Veš, on gre, vse mu je... Da rabi tudi jesti. Evo, Vsaj tako se jaz spomnim zgodi, a tega. veš, in od njih nimaš praktično nič, ne. Imaš pa od njih, če so nesrečni, zafrustrirani in vse te, ne, oni kupujejo veliko. Ja. Oni se potolažijo pol in potolažijo materialne stvari. Tako da, se pravi, kapitalizem zanima seks, ne pa ljubezen in sreča v resnici, Ja. ker to ne prinaša ravno nekih nagonov, a veš, nimaš ti takrat nobene potrebe, da bi imel zdaj kaj. Ja, To točno osebo to. si, ki ti je fino in če imaš nekaj za pojesti, pa da ne kapla na glavo, si ti že srečen. Ja, osnovne potrebe so zadovoljene, to je to, kar rabimo, ne. A človek hitro ugotovi, da sploh ne rab veliko. Ja, Kaj če slabšega? ja, to je res. Kdaj si bil najbolj zaljubljen v življenju? Kaj kdaj? Kdaj si bil najbolj zaljubljen v življenju? Da nisi rabil jesti. Ja, tako. Da te je tako odpeljalo. Zdaj si mi pač Ja, ponudil takrat si mi so, to ja, vprašanje. To so te prve ljubezni, ampak ta prva ljubezen je bila itak moja žena, tako da se spomnim tega. Koliko časa sta vidva že skupaj? Se zopet to, midva sva toliko časa skupaj, da se jaz ničesar ne spomnim, pa da ni bila ona že nekje v sliki noter. Ja, Se pravi, čak, 43, nekva,
42 ali pa 43. To, ker sem stara. Prosti, vem, Celo može, ne, fantastično. ne, zato, ker dejansko sta vedno oba skupaj, ne, se pojavljala, da sta skupaj delala, skupaj še vedno ustvarjata, ne, on pač ti musko, ona piše tekste, ne. Ne, ona meni nič ne piše tekste. Edino najno sodelovanje so sestre. Sestre, ja? Ja. No, se to. Ja. Ona piše knjige tudi. Piše knjige, piše tudi besedila za razne izvajalce, ki kdo ki naroči, kaj sem kakšna Nina ali pa tako. Ampak to poredko bolj. Kaj pa sin je šel tudi v glasbene vode? Ali je... Probu. Okay. In spustil. In šel nazaj v svoj poklic. Ta intermedija, faks za medijska, ta, ja. Okay. In je... Kaj bi pa lahko bil povezan z muziko na nek način? Ampak je delal video. Aha, ok. In se s tem ukvarja tudi. Ok. Ne. Razumem. Si pa tudi postal... Multimedijska. Ok, rešila sem. Čakaj, dedek si pa tudi, ne? A imaš zdaj že 2 vnuka, ali koliko jih imaš? Ne, 1 vnukinjo imam, pa čakam še eno, ki bo zdaj. Zdaj, a ne? A pa se pa bo isto punčka, čakamo še Ja. Kakšen dedek si? Tako, kako bi rekel, kako bi se opisal, kako se ukvarjaš s tamalimi? Valjda se, mislim, s tamalo, zdaj zaenkrat. Nič se ne ukvarjam z mnogo. Nič? Hecam jo nekaj, pa kuham, jaz kuham pa... če me kaj proš, če mi reče kaj, se seveda odzovem, rinem pa ne preveč zato, ker se mi zdi, da nekako otrok sam zna povedati, če mu je okej. A kuhaš dobro? Jaz bi rekel, da znosno. Ne znam sebe oceniti. Mene je dobro, recimo ljudje, ki jejo mojo hrano vsak dan, so navdušeni, ampak zdaj ne vem. Mislim, otroci so ponovadi najbolj iskreni, ne? Če otroku všeč. Nimajo opcije B, tako da ne vem. V bistvu imaš korenine tudi v Beli krajini, po mami, če tako poljamo. A se dostikrat vračaš oziroma... Premalkrat? Ja, tako mi zelo grem rad, ampak ne grem več, kaj ne 2-krat ali pa 3-krat na let. Samo imaš došli te verjetno neke prijatelje še iz mladosti, se družite, ne? Ja. Mislim, da je Rudi Vlašič, je tudi, kaj vem, dostikrat objavi. Tudi bratranc, ja. Ja, kakšno slikco, kako ste se podružili, pa tako. A ti je, poleg zelenega Jurija, kaj ti je dala Bela krajina tako kot človeku? Ker tam je ena posebna regija, se mi zdi v Sloveniji, predvsem so ljudje drugačni. To kraj, na katerega sem zelo navezan. Se pravi, prvo leto svojega življenja, ker sem na hitrcu nekako radu v Ljubljani, me ni imela mama kandidat, sem tam živel. Ja. Pa sem kasneje zelo velik ampak zelo velik, praktično sem bil, tudi tam sem se z muziko začel ukvarjati, tam sem dobil veselje do muzike, tam sem imel te prve bende, ne v Ljubljani, tam sem imel in bratranca in celo ekipo. Tako spomnim se tam 7., 8. razred osnovne šole, jaz sem v petek takoj po šoli že bil na vlaku in proti Črnomlju, ne, se pelu. In še zdaj sem strašno navezan, zelo grem rad dol, nekaj posebnega. Jaz zdaj, ko opazujem, zdaj, ko poznaš malo več okolice, okoli sebe, ki si jo zaznal nekako, jaz zaznavam Belo krajino kot nekaj posebnega, ampak je možno tudi, da se to sam meni zdi, a veš, ker ti je pač nekaj všeč, zato ker imaš nek sentiment, pač gojiš in spomin nekaj, vse to. Si z leti postal bolj nostalgičen? Ne, sploh nisem nostalgičen. Nisi nostalgičen, nič? Ne, zato se zelo malo stvari spomnim tudi. Mi že to plus ali minus? Da si bolj pozabljiv? Plus ali minus, nič mi ne zdi to. Ne čutim nobene nostalgije, ki je pa nasprotno namaram sploh teh eni zelo radi stare slike gledajo, le kako je bilo, mene tako malo spuki sebe gledati izpred 20 let, tako, ok, vidim, pa ko redo, hajde pet. Gremo dalje. Nijem nad s tem človekom.
Zelo zanimivo način razmišljanja imaš. A pa bi recimo lahko, vseeno imaš 60 let, ne, imaš 30 let ustvarjanja, bi lahko na nek način opisal svojo evolucijo, kako se je začelo, kako si se ti razvil, v kakšnega glasbenika in konec koncev tudi osebo. Kak človek si? Jaz nisem mislil, sem tak človek, kot sem. A veš, jaz sem... Nisem sploh mislil, da imam toliko samozavesti, pa toliko nečesa, da bi se prav tako odločil, kot sem se. Ampak sem prišel do vsem, tako da sem se fejst zmotil. Probal sem in na faks iti, pa ni šlo. Hotel sem iti v službo, tako da bom, pa ni šlo. Kaj si poskusil, prosti? A delati? Ja. A bil sem v računovodskem servisu Jugobanke, tam na Slovenski, sem en mesec zdržal tam, ni šlo več, pa sem bil računalniški operater na RSNZ, nimam blage veze še danes, ne, o kompjuterjih. Jih smo ugotovili, ja. Blage veze. Ne vem, kva mi je bilo takrat, tam sem bil tudi ene par mesecev. Ni mi šlo, jaz sem ugotovil, da pač jaz in da je mogoče muzika edina stvar, ki mi daje nek veselje, ampak nisem imel občutka, da sem usposobljen. Ne. Oče mi je rekel, zakaj bi si na tebe zdaj poslušal, majke ti? Sem rekel, fote, ne vem pojma, tak občutek imam, kukor da imam neki razočaranje v očeh staršev, a veš, ne, tako, oni radi me imajo, se prav čutiš ljubezen, ampak v očeh je razočaranje. A prav musko, ali kaj. Ne vem, pošlo pa, zelo težko sem sprejel to odločitev, tako luzersko sem se še kar počutil. Štartu iz nule, res nisem imel pojma o ničemer, niti mi je kdo dal kaj še na svet, niti kam pa greš to zdaj, če imaš komad? Kam greš to? Na sred ulice pa tuleš, da imaš komad, kam se moraš obrniti? A poznaš ti kakšnega? Koga ne vprašam, ker nimam ben pojma. Ampak so mi pa rekli, da se zbirajo tam te uredniki pa glasbeniki okoli radija tam, da pet kaj pogleda, pet na kavo, kdaj kaj. In pa sem veš, da sem Meksikanc, tam okoli hodil, pa unga vprašal nekaj, pa tega vprašal nekaj. Tako, no, še kar bedni začetki, no, mislim, še kar tako, no, še kar to, ni kazal, ne vem kaj. Ampak je kar ratalo, ne? Ja, se če mi ne bi, sem bil že na tem, da to mogoče nima smisla. Nisem bil toliko navdušen nad samim sabo, ne. Ampak pol mi je ratal, kao nekaj, in pol nisem štel, a mi je ratal, ali to mogoče, ali znam, pisa, mogoče kaj. No, in to se še danes sprašujem. Jaz imam občutek, da sem imel srečo tudi, veš, res ti povem. Ne vem, če Se pravi, pravi čas, pravo mesto, ta scena. Ja, čeprav takrat, ko se to zgodi, nimaš pojma. Ampak zdaj, ko pogledam nazaj, se mi zdi, da je bilo veliko odvisno od sreče, vsaj v mojem slučaju. Bi kaj naredil drugače? Ne znam, če bi znal. Ampak načeloma se ti zdi, da so stvari pač se mogle tako zgoditi, kot so se, da si tu, da si zdaj tle, kjer si, s temi dosežki. Ti, ki pogledaš za nazaj, Ja. najdeš seveda vsakič neko logiko. Jaz bi tudi ful enih stvari spremenila. Najdeš logiko, ne. Ja, samo ne veš, če te pol pripela na isto mesto, verjetno bi pol prestala čist nekje drugje, ne? Če bi šla spreminjati stvari, ne? Ja, se je mogoče bilo boljše. Ali pa slabše. Ne vem, se pravi. Eno čudno vprašanje, kaj bi bila zate največja kazen, kaj te lahko doleti? Jo, mate, ne vem, veš, kazen je tudi, če ti padla, se pravi, kapljica skozi na isto mesto, je to strašna kazen lahko. To je res zelo plastično zdaj, ja? Pa konkretno tudi? Ne vem, mater, a moramo o tem govoriti, mater, veš kaj, tako- nočem biti kaznovan sploh od nobenega. Ne, ampak tako pove pa tudi dosti o Borim se človeku. pa tudi, a? Pove dosti o človeku, Ne bom kakšen je. kaznovan, nočem, da me kdo kaznuje. Ne, to ne, se lahko Ja. tudi sam, ne. Ne, tudi sam sem bom. Ok. Recimo, da greš na ful velik koncert, da greš na, da bi Za mogel, kazen ali kaj? da bi mogel iti na Rolling Stones nekam v Avstrijo, na neko Pa eto, če bi me vnukinja 200.000 ljudi. če bi me vnukinja prosila, ali pa žena, veš, da ja. Sam ženo si nekam peljal, ne? Šla sta na en koncert
eden redkih koncertov. Šla sem na Buvija enkrat, šla V sem na Zagreb. Stinga tudi, ja. Ja. In tako je bilo za nič, mislim. Pa tako občudujem Buvija, ne, mislim, to je bil tako za nič koncert, ne. Preveč ljudi, stadion, mislim, noge so najbolele, tako. Kaj pa on? Kdo, Buvi? Ja. Meni se je predvsem nezainteresiran, kada je na avtopilotu nekam, Aha. z nekimi čudnimi aranžmaji, tako na živce mi je šlo po pol koncerta, mislim, sva tudi malo prej šla tudi, da ne bo gužve to, kaj veš, za nazaj, kao. Magnifico, Manjo pa Robert. Kdo te kliče, kako? Tako, a imamo kakšne, ker jaz zelo dostikrat slišim Manjo. Večkrat, ko Moji Magnifico. prijatelji in kolegi, kot sta Saša Lošič pa recimo Đuro, ki smo bili skupaj prav v teh zgodnih Trio Adio bi jaz to rekla. 90-ih še najbolj, ne. Imeli smo tudi idejo o svojem bendu, seveda, ki se nikoli ni realizirala, nažalost. In kao valjda, kao Magnifico, ne vem, kdo je rekel, ali Loša, ali Đuro, kao pol ure, da izgovori, a veš, Ja. dolg ime je, preveč pozornosti zahtevaš prijatelj. Dajmo to skrajšati, onako sarjevski, ki imajo vsi nadimke, ti brat bil Magnifico, ne može, kao, Manja, dost imaš. Manja, Manjo, Maki. In Manjo se kar parel, moram reči, tudi znotraj, ko bi rekel, ožjega intimnega kroga. Še mama mi reče, kdaj tako. Kaj pa Robert? Robert je pa rezerviran za mojo ženo, mislim, da mi samo ona reče tako. Pa še to je Robert, ni Robi. Robert. Robert, ok. Manjo, kakšni so pa plani za naprej? Ja. Poleg božičnega koncerta? Ja, nadaljujemo iz Alpe Adria Tour, ki bomo, evo, zdaj gremo najprej v Švico, Zürich, Bern, potem bomo tukaj nastopali, selili se bomo v Srbijo tudi in še na nekatera, in še v nekatere tujine. Tako da bo kar, bi rekel, zgleda, da bo tako pestro leto. Šel bom snemat video nov za single Miki iz te plošče aktualne Alpe Adria. Ko bomo šli v Srbijo, bomo to spremenili, da bo Alpe Adria Donava Tour, Alpe Adria Drina Tour, ne vem. Kako je bila ona oddaja? Kako je že bila na nacionalki? Alpe Adria Donava. Ja, ni bila. nekaj je bilo, prav vidno to špico. Alpe Adria Karpati. Ja. No, to je ideja. Mislim, kdo ti pomaga pri videospotih pa to? Imaš kakšno preverjeno ekipo stalno ali menjavaš Zadnje čase, režiserje? tu veliko sem delal z Venom Jemrešičem, zadnje čase pa bolj iz Grega Vesel ali pa z mojim sinom. Točno, ja. Evo, zdaj bomo tudi mi, ga bo on snemal. Z njim sem jih še največ naredil, se mi zdi. Pa še najbolj sem, tako, ne zato, kaj sin, ampak neke enostavne rešitve se zgodijo, ko so mi blazno všeč. Je precej lažje, ne? Ja. Mislim, še zmeraj upam, da se še kdaj vseeno ponovijo mogoče Stanežice oziroma Ja, lep je še raj prostor, Štivoli, no. Lepe prostor, lepe pa Tivoli tudi, upam, da bom vseeno uspel tam kdaj kaj narediti primerno, da ne bo se kdo začutil, da hoče uničiti naravo, ker je izjemen prostor in mislim, da si ga Ljubljančani prav res zaslužijo, celo več, mislim, da bi bilo tudi malo infrastrukturce za narediti in tako po vzoru, a veš, to je tako prizorišče, ki ga vidiš lahko, ne vem, v Berlinu, na Dunaju, Ja. na teh jasah, to je prekrasna stvar. No. Pa neke prireditve se vseeno dogajajo, ne glede na vse. Pa imajo te Ja. razne teke, pa pol Ja, spivajo tako. komercialni ansambli, tam vse kul, ampak tam se lahko še kaj zgodi. To te še moram vprašati, a ti gre, ne vem, dosti na živce to, da te povezujejo oziroma pač, da ti mečejo Jankoviča pod nos? To, nisem si pri kakšni uslugi naredil z najnim prijateljstvom, ampak midva sva prijatelja pač ne od zdaj, midva sva prijatelja od njegovega začetka županovanja, da
Nam rekel sem se jaz zmislil, čeprav, če bi vprašal njega, bi on natančno to rekel, da sem mu jaz to predlagal. In tako, sem bil blizu, se pravi, tej ideji in sem mu rekel tudi seveda, ker smo imeli vsi občutek, da bo mogoče ta človek pa res nekaj naredil. In odvedno sem podpiral župane ljubljanske, tudi Viko Potočnik, pa Danico Simčič, ampak ni bilo nekih velikih rezultatov. Razno spenjače. Zgodil z Jankovičem se je zgodil kvantni preskok za to mesto. Jaz kot rojen Ljubljančan zagotovo to vem, seveda vedno bi se lahko še kaj tudi zgodilo, se ne mislim to, ampak načeloma je postala Ljubljana ne samo glavno mesto Republike Slovenije, ampak je postala vsaj od neke evropske metropole. Tako, ima ta en svetovljanski štih, ki mi je zelo blizu, ki je blizu Ljubljani tudi. In jaz mu želim obilo zdravja in še veliko volje za to, kar misel, da morajo še narediti. Če ne bi živel v Ljubljani, bi živel kje? Živel bi v Ljubljani, jaz ne bi živel nikjer drugje. Sem videl, če ne bi videl, zato ker sem muzikant, sem pač bil okoli in sem videl mesta, ta velika evropska, manjša, lepo je to vse, ampak moram reči, da človek misli, da je drugje, se pravi, trava zelena, pa pol vidiš, da ni tako. Nisi pa ta človek, ki ga vleče na stara leta na morje, da bi imel vikend pa čiliral? Ne, sploh ne bi imel vikenda, z vikendom se moraš ukvarjati, se pravi, tega fetiša nimam, nasprotno, čovnov, jaht in vsega tega, s čemer se moraš pol ukvarjati, tudi tega si ne želim. Ne, se fino na morju, rad sem na morju, ampak ni zdaj tudi, ali pa če ne grem, ne bom nič manj srečen zdaj, ali pa to. Mi paše enostavno, da mi sonce sijem, ali pa morska voda, paše vsakmu valjda. Samo ne za skozi, ne stalno. Ne stalno, ne moram. Ne. Kakšen upokojenec misliš, da boš? O tem pa nisem razmišljal. Jaz sem v takem poklicu, da dvomim se bom sploh s tem ukvarjal. Jaz si želim to početi, dokler bom lahko, pa ne samo to, seveda to ni dovolj velik razlog, ampak dokler bo to kdo hotel poslušati. Okay. Ne vem, kaj bi si srdelo presežen. Pač noč počival. Mislim, pomagal drugim, mlajšim glasbenikom. Mene si pomagajo sami, čuj. Magnifiko, hvala za obisk, hvala za vse, kar si delil z mano. Dobre koncerte želim na odru, ne pod odrom. Ja, hvala. Ker mislim, da te bom tako najbolj srečala s tako željo. Ja, raj sem na odru, kot pod odrom. Pa upam, da bo še dolgo tako. Bo. Hvala ti. Prosim, z veseljem. To je Radio 1 podcast.